pomembno, da se zavedamo, da je to, kar smo in to, kar mislimo, ni rezultat zgolj osebnih pogledov, ampak je pravzaprav rezultat vseh tistih vplivov, ki so mi skozi desetletja ali pa stoletja gradili in nakovali. Evropska kulturna dediščina je zelo raznolika in vsa ta raznolikost se zrcali tudi na nas posameznikih in tudi na nas kot narodnostnih skupnostih ali pa kot država. Budimo ponosni na kulturno dediščino in zavedamo se, da vse ponastavitve, ki se dostikrat priča strani kulturistov, da se lahko zavedajo v napačne poti, raznolikost bogati in budimo ponosni na to raznolikost. Prav zaradi tega smo se na tudi predstavništva Evropske komisije tudi v Sloveniji odločili, da bomo naredili celo vrsto dogodkov. Narodna galerija je zelo pomemben partner za tega, da je razprostila stopno obletnico. Obstajajo cela vrsta drugih dogodkov, ki se dogajajo tudi drugače tudi strani drugih organizacij v Sloveniji. Zato bi vas povabil, da pogledate na seznam, zelo bogat seznam teh dogodkov na domači strani Ministrstva za kulturo in Zavoda za varstvo narodne dediščine v Sloveniji in da smo povabil, kako se udeležite tudi drugih dogodkov na tem področju. Na koncu samo še pogled naprej. Čez mesec dni bomo praznovali tudi kulturno dediščino Finske, mesec dni pozneje Nizozemske, junija pa tudi Ruske federacije. Gospe in gospodje, hvala ste prišli do nas sem, skupaj praznimo evropsko kulturno dediščino in bodimo kratko ponosni na našo slovensko. Hvala lepa in uživajte vseh pogovorov. Gospod Zoran Starčič, najlepša hvala. Zdaj pa bi mikrofonu povabila gospod Sigrid Berkov, veleposlanico Republike Avstrije v Sloveniji. Spoštovana gospa državna sekretarka, spoštovana gospa Rogel, vodja izobraževanja Narodne galerije, dragi Zoran, spoštovane dame in gospodje, sehr geehrte Damen und Herren. Iskreno me veseli, da ste se na današnjem avstrijskem dnevu tu v Narodni galeriji, ki poteka v okviru Evropske leta kulturne dediščine, zbrali v takšnem številu. Najbrž ne bomo odkrili nič eksotičnega, kajti zlasti v tem delu Evrope sta se umetnost in kultura številna stoletja vzajemno bogatili in to preko nacionalnih in jezikovnih in včasih tudi imaginarnih meja. Vsekakor se pa splača pokukati k sosedom in odkriti skupne točke ter iz njih ustvariti nekaj novega, kot enopravni in enakovredni partneri v našem skupnem domu, ki mu pravimo Evropska unija. Za uspešno ustvarjanje na področju umetnosti in kulture ne potrebujemo zgolj odprtnost in ustvarjalnost, ampak tudi spodbudno okolje in ustrezne sredstva. Številne čudovite umetnine, bodisi slovenske, avstrijske ali druge, ki jih lahko v Narodni galeriji ali drugih muzejih občudujemo, ne bi nastale, če ne bi bilo vladavlja zasebnih mecenov ali cerkve, ki so to umetnost tudi podpirali. Danes na srečo vladavlje nimamo več in zato je naloga države in tudi Evropske unije, da podpira umetnost in kulturo, če nočemo obtičati v preteklosti, ampak tudi oblikovati prihodnost. Na koncu se iskreno zahvaljujem Narodni galeriji, predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, Avstrijskemu kulturnemu forumu in predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani Eurocompare za oblikovanje današnjega avstrijskega dneva in vsem želim za zanimivo in zabavno popoldne. Guten Tag. Najlepša hvala njenim